Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav v oddaji Detektor. Naš tokratni gost je Aljaž Vrhovnik, podžupan občine Ravne na Koroškem. Lep pozdrav tudi našemu gostu. Lep pozdrav in hvala za povabilo. Aljaž Vrhovnik je Ravnčan, rojen v Ravnah, živi na Ravneh v srednjem delu trga, skratka tisti pravi Ravnčan, kot se temu reče. Tudi osnovno šolo je obiskoval na Javorniku, maturo pa je opravil na Ravnski gimnaziji. Leta 2014 se je vpisal na Evropski pravni fakulteti, ki jo je tudi uspešno končal in pridobil naziv diplomirani pravnik. Trenutno je študent magistrskega študija Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Aktivno je vključen v delovanje raznih nevladnih organizacij. Od ustanovitve leta 2011 vodi Mladinski svet Ravne na Koroškem. Je član domoljubnega društva Franjo Malgaj, je član Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe Ravne na Koroškem, Združenja veteranov vojne za Slovenijo, območja Mežiške doline in zgodovinskega društva. V prostem času se ukvarja z glasbo, je član pihalnega orkestra Železarne Ravne. Sedaj pa vrši funkcijo vršilca dolžnosti generalnega sekretarja Zveze borcev narodno-osvobodilne borbe v Sloveniji. Svojo politično pot je pričel dokaj zgodaj. V prejšnjem sklicu sveta občine Ravne na Koroškem je opravljal funkcijo občinskega svetnika v svetniški skupini Socialnih demokratov. 2 leti je bil tudi predsednik sveta javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej. Kot podžupan pokriva, kot aktualni podžupan pa trenutno pokriva splošno področje delovanja občine Ravne na Koroškem. Pa če iz te uvodne predstavitve preidemo morda bolj k tistim drugemu delu k vprašanjem pa oziroma komentarjem, bi uvodoma postavil vam vprašanje, svojo pripravljenost prevzeti odgovornost in ste izkazali relativno mlad, tudi s kandidiranjem za predsednika pomladka foruma socialnih demokratov. Kako bi to opredelil takrat, kaj vas je vodilo, da ste se odločili za to kandidaturo oziroma Ja, zanimivo vprašanje. Svojo politično pot sem nekako začel tam pri 16 letih, ko sem se pridružil podmladku socialnih demokratov, mlademu forumu. To zanimanje je nekako prišlo iz tega, ker me ljubiteljsko zelo zanima zgodovina. In seveda zgodovina je precej povezana tudi z samo politično zgodovino, ki se je skozi obdobje odvijala na takšen ali drugačen način. In takrat sem potem pobliže tudi spoznal razne politične stranke, kako se opredeljujejo do raznih aktualnih zadev v državi in spoznal, da je pač ta politična opcija nekako bolj v levi sredini, tista, ki mi je bliže, in sem se takrat tudi pridružil temu podmladku, najprej tukaj na lokalnem nivoju v Mežiški dolini, kjer sem počasi potem nadaljeval to politično pot, če rečem to mladinsko politično pot, potem tudi do Ljubljane, kjer sem bil v enem sklicu tudi podpredsednik podmladka na nacionalni ravni. Takrat pa potem proti koncu tistega sklica bil tudi strani različnih članov tega podmladka nagovorjen, da bi se podal na mesto predsednika tega podmladka, torej na nacionalni ravni, in tako je prišlo potem tudi do te kandidature. Ja, tu ste na nek način že pojasnil, zakaj ste na nek način se odločil za kandidaturo, ampak nekje sem zasledil tudi, da so bile znotraj tega mladega foruma kar precejšnja nesoglasja, pa v katerih nesoglasjih je bilo govora oziroma na katerih segmentih ste se tu razhajali z vašim protikandidatom, če se tako izrazim. Ja, veste, levičarske politične stranke so vedno takšne, da niso, bi rekel, tako zelo, da bi vsi trobili v en rog. To je značilnost teh strank, da nekako dopušča bolj to pluralnost mišljenja. In seveda tukaj nastajajo določena trenja v nekih trenutkih, ker prihaja do različnih pogledov na različne pojme.
Osnovni problem takrat je bil, da na kongresu, ko smo prišli na kongres, določeno število delegatov, ki so nekako izražali načelno podporo, vsaj meni, ni imelo možnosti, da bi glasovalo. Torej, nadzorni odbor jim je predtem odvzel to glasovalno pravico in se skliceval na nekatere, bi rekel, pravno-statutarna določila iz statuta podmladka. Mi smo seveda temu ugovarjali in pač predlagali kongresu, da to zadevo razčisti, ker pa kongres takrat ni imel posluha za to in je takratni delovni predsednik ocenil, da pač o tem sploh ne bomo razpravljali, kaj šele glasovali. Potem nekako nisem videl smisla v tem, da bi še v nadaljevanju kongresa participiral, namreč več kot jasno je bilo, da ta odločitev na kongresu ne bo demokratična in to se nekako z mojimi osebnimi načeli ne sklada in sem pač takrat povedal vsem zbranim, da bom pač kongres zapustil in seveda potem je prostovoljno temu sledila tudi množica pač tistih delegatov, ki so me tudi podpirali. Tu na nek način kaže tudi, da tudi med mladimi, če tako rečem, je ta borba frakcijska ali kakorkoli že rečemo, izredno dinamična, skratka prihaja do borbe mnenj, če se tako vzame, ampak seveda, če je to samo borba mnenj, je to v redu, ampak v tem primeru je šlo tudi za špekulacije, kako izločiti proti kandidata, ne, tako da tu v vsakem primeru je tu neka druga vsebina. Kot rečeno, ste rekel, da ste vi pa vaši somišljeniki zapustili ta kongres, pa potem, bi rekel, iz tistega odhoda, ki se je zgodil, sem zasledil, da ste tudi najavili ustanovitev novega podmladka v SD. Je bilo pol kaj na tem tudi storjenega, ste kaj v to smer delovali ali je bila bolj to izjava o tistem delu izraz nekega nezadovoljstva pa nestrinjanja s tem, kar se je dogodilo? Ja, bolj to drugo, namreč nekateri mediji so takrat to pograbili, da gre za nekakšno razdelitev ali za razklanje znotraj podmladka in pa tudi stranke SD, vendar v tem primeru do tega ni šlo. Namreč mi smo samo izražali nestrinjanje v zvezi z postopkovnim vodenjem takšnega kongresa in smo se takrat združili tisti lokalni klubi, ki so pošiljali delegate in ki smo pač bili si nekako blizu po mišljenju, smo se združili v neko neformalno koalicijo, ki smo jo takrat poimenovali Spartakus. To pa je bilo čisto slučajno, zato ker smo se ravno po tem kongresu zbrali v enem lokalu, ki se je tako imenoval in smo pač potem povzeli tisto ime. In seveda potem smo poskušali vodstvo stranke prepričati, da bi z nadzornim odborom vendarle ocenil, ali je bil ta kongres izpeljan v skladu z smernicami, ki jih imamo oziroma smo jih imeli v stranki. Vendar stranka je takrat rekla, da je delovanje podmladka avtonomno in da se naj podmladek sam dogovori in seveda potem sem jaz pač ocenil, da je morda smotrneje, da se od tega umaknem in pač pustim, da pač zadeve gredo tako, kot so šle. Je vas tudi tole dogajanje spodbudilo, da ste se sedaj na zadnjih volitvah, lokalnih volitvah za svet občine Ravne na Koroškem odločili kandidirati na listi dr. Tomaža Rožena? Ja, to lahko potrdim. Brez dvoma je bil to povod v to, da sem pričel resneje razmišljati, kako nadaljevati svojo politično kariero. Namreč nekako sem sledil ideji, ki jo zastopajo socialni demokrati in v osnovi nekako svoje prepričanje še danes gradim na tem, bi rekel, levo-sredinsko usmerjenem političnem prepričanju, vendar nimam težav z tistimi, ki drugače mislijo. Z njimi tudi veliko sodelujemo, tako v lokalni skupnosti in tudi širše. In menim, da je tako dobro, da imajo ljudje različne poglede, bi rekel, na naš vsak dan. Je pa bil to na nek način nek povod, ker sem nekako videl, da smo prišli v nek krč, ker sem začutil, da nekako z neko idejo, v katero sem jaz osebno verjel svojim osebnim prepričanjem, ne bom moral več delovati v tem političnem podmladku, čeprav smo bili takrat številčno precej zastopani, zelo aktivni v tem kraju, no, ta podmladek še tudi danes deluje
v tem kraju. In potem sem se najprej počasi pač umaknil, bi rekel, iz tega državnega strankarskega parketa na lokalni nivo in potem je počasi nekako tudi tukaj izginilo to, bi rekel, ta zagretost za to delovanje in sem počasi potem pač razmišljal, kaj storiti v prihodnje. Res je tudi, da sem takrat že, mislim, da nekje 3-4 mesece pred lokalnimi volitvami razmišljal, da morda ne bi več šel kandidirati, ker je pač mandat pokazal, da je to pač precej zahtevno tudi za mene kot mladega človeka, je bilo to nekaj povsem novega, hkrati prineslo ogromno nekih izkušenj, po drugi strani pa tudi tu in tam kakšno težavo. In se potem nekako razmišljal v tej smeri, razmišljal sem tudi morda o lastni iniciativi in ravno v tistem času se je nekako sovpadalo, da je prišel telefonski klic strani doktorja Tomaža Rožena, ki je pač razmišljal takrat o tej listi in o tem sem potem razmislil in nekako ocenil, da bi bila ta zgodba tako za lokalno skupnost dobra, kot pa tudi zame osebno sem nekako se v tem videl, namreč že v prejšnjem mandatu, ko sem deloval sicer kot občinski svetnik v opoziciji, nismo bili tista prava opozicija, da bi v vseh pogledih negirali delovanje župana, ampak smo pogosto zelo dobro konstruktivno sodelovali in zlasti na mladinskem področju sem bil tisti iniciator, je imel župan ogromno posluha in sem ocenil, da bi z njim lahko dobro sodeloval. Ja, zanimivo, kot ste rekel, tako dr. Tomaž Rožen je bil član v preteklosti, pa tudi izvoljen na listi Slovenske demokratske stranke, vi pa v socialdemokratski stranki. Zdaj pa v bistvu eno takšno podvprašanje iz tega, če bi vas vprašal, šlo tudi za svoj vrsten pragmatizem, ker poznamo, da v bistvu v Sloveniji je trend, da zmagujejo županske liste, da politične stranke na lokalnih volitvah praviloma se slabše odrežejo kot pa običajno in da je tu en, bi rekel, tudi en svoj vrsten pragmatizem, sočasno pa dejansko gre za to, da se s tem, ko to izstopiš iz takih močnih strank, na nek način odrečeš tudi ambicijam delovati na državni ravni, ker brez nekega močne podpore močnih strank se na državni ravni težko kdorkoli pribije v neko pomembno ali pa neko funkcijo, ki pomeni tudi nekaj več, ne samo nekega administratorja ali pa kaj. Ja, to je res, v Sloveniji še ni bilo primera, da bi kdo uspel z volitvami v državni zbor, brez da bi imel podporo kakšne politične stranke. V tujini te primere poznajo, recimo v Italiji, do nedavnega zelo poznan politik Silvio Berlusconi je bil izvoljen na takšen način. Tukaj je pač preprosto rečeno tako, jaz sem nekako sledil svojemu notranjemu klicu, ki sem ga pač upošteval in gledal na to ne toliko iz ideološkega prepričanja, ker sem nekako videl, da me bolj zanima ta lokalna politika, te lokalne scene in tukaj je veliko odločitev, ki so čisto tehnične narave. Ne gre toliko za neke politične vprašanja, ki se ponavadi na nivoju države ali pa tudi širše mednarodne skupnosti večinoma porajajo in tukaj ni bilo nobenega problema, pa tudi sicer ne glede na to, da je dr. Rožen bil v preteklosti član te politične stranke, je zelo naklonjen tudi določenim organizacijam in aktivnostim, ki bi rekel, na nacionalni ravni nekako ne spada skupaj z to politično stranko, on pa z njimi zelo dobro sodeluje in kaže tisto odprtost in možnost sodelovanja za različne skupine in zaradi tega sem tudi prepoznal, da je to neka možnost, da bi morda na ravnah lahko naredili neko dobro zgodbo. Ali se trenutno spogledujete s kakšno politično stranko ali kakšno novo nastalo asociacijo? Vemo, da zdaj v bistvu nastajajo neke nove iniciative, neke nove zgodbe, ki na nek način želijo biti alternativa sedanji politiki, ki priljubljenost v celoti pač pada, stagnira. Je tu v to smer se kje vidite morda? Ja, moram priznati, da kot politik seveda spremljam delovanje pravzaprav teh glavnih političnih strank.
V tem trenutku se ne spogledujem z nobeno. Bil sem do pred par let aktiven član stranke SD, tega ne skrivam. In sem nekako tudi ponosen na to svoje članstvo in pač to jemljem kot neko obdobje, ki sem ga zaključil. Zdaj v tem trenutku pač ocenjujem, da lahko delujem, brez da sem v kakšni politični stranki, ker nekako me ne zanimajo toliko te, bi rekel, državne politične zadeve in ni potrebe. Seveda pa moram priznati, da ne gojim nobenih zamer, tudi ne do te politične stranke. Z ljudmi iz te stranke še vedno sodelujemo, ko gre za različne zadeve na nivoju občine, ko si prizadevamo tudi za projekte na regijski ravni. In nujno je tukaj sodelovanje z različnimi političnimi strankami in tukaj imam stike pravzaprav z vsemi. Namreč s časom, ko greš v politiko, sploh kot mlad človek, si začetka zelo zagnan, se zaletiš tudi v kakšen zid in potem spoznaš, kako pravzaprav politika funkcionira, in tako sem se tudi sam učil in v nekem trenutku začneš morda nekoliko drugače gledati, da je sodelovanje zelo pomembno, če želiš, da se bo nekaj v skupnosti spremenilo. In tudi sam sem pač začel na to nekoliko širše gledati in nimam težav, da sodelujem pravzaprav z vsemi političnimi strankami. Ne spogledujem pa se v tem trenutku z nobeno. Ste v funkciji podžupana občine Ravne na Koroškem in sigurno je potrebno ravno to sodelovanje in ne izključevanje, če hočete uspešno pa dobro delovati tudi v korist vseh občanov. Ampak v prejšnjem mandatu je imela občina Ravne na Koroškem 3 podžupane, potem so vmes po nekem dogajanju seveda se je bi rekel, to število zmanjšalo na 2 podžupana. Sedaj v tem mandatu pa opravljate funkcijo kot ekskluzivno sam podžupan. Pa gre ta zadeva, se zmore, je to možno, župan in podžupan, ker včasih vidimo, so bile interpretacije pač o mnoštvu podžupanov, ki je pač obseg dela tako širok, stalno se je to znalo upravičiti. Tudi 3 podžupane, zdaj pa kako vi to ocenjujete? Gre ta zadeva z enim podžupanom, tako zmorete, vam ta zadeva že dela nadloge, je preveč dela ali kakorkoli? Ja, vsekakor to delo z veseljem opravljam in mi je tudi veliko čast, da sem dobil pri teh letih tudi to možnost. Zdaj, kako so z mano zadovoljni, je bolj vprašanje za občane in pa, če rečem, za mojega šefa, za župana, ki me je tudi imenoval na to pozicijo. V tem trenutku ocenjujem, da kar se tiče delitve nalog, da nam gre v redu. Namreč z županom si pogostokrat delimo delo, hkrati imamo tudi zelo aktivno novo direktorico občinske uprave, ki tudi aktivno vstopa v te naloge, če rečem, lokalne samouprave. In pa seveda je tukaj tudi poleg mene še 21 občinskih svetnikov, ki so tudi v raznih odborih, ki so za določena tematska področja in tudi z njimi nekako pokrivamo, rekel, to širše območje delovanja lokalne samouprave. Imamo tudi ožje dele lokalne skupnosti, te četrtne skupnosti, potem krajevne, vaške. In seveda na takšen način se to izide, no, v tem trenutku gre. Nekje sem zasledil, oziroma znan je podatek, da se Koroška sooča z socialnimi težavami. Rekel se, to ni neka posebnost, ampak kako jih uspevate v občini Ravne blažiti, če bi tako se izrazil? Ja, lokalna skupnost ima nekatere mehanizme na voljo, kar se tiče socialne politike. Na Ravnah smo znani po tem, da v proračunu namenjamo kar dobršen del sredstev za te programe. Tudi za takšne programe, ki zakonsko torej niso predpisani lokalnim skupnostim, te enkratne denarne socialne pomoči, potem v okviru medgeneracijskega centra izvajamo razne programe, ki so namenjeni tej populaciji. In seveda te programe bomo hočeš nočeš morali vzdrževati vse na takšnem nivoju, kot so. In brez dvoma, ko se pripravlja proračun, je to neko izhodišče, da upoštevamo. Tu gre kar za precej sredstev znotraj proračuna na račun tega. Morda trpi tudi kakšna investicija,
v občini, ampak verjamem, da bodo občani razumeli, da smo vendarle ljudje tisti prvi, ki potrebujejo pomoč, na to pa investicije. Občina na nek način potrjuje cene komunalnih storitev. Seveda ta odločitev o tem, kakšna bo cena, pomeni, da je to vsakomesečno obremenitev družinskih proračunov in seveda ugotavljam, da v zadnjem obdobju so cene kar poskočile. Skratka, blažiti z enkratno denarno pomočjo je seveda dobra gesta, ampak tudi na tem področju kaj razmišljate, bi ustavili te trende, ker te cene komunalnih storitev grejo res strmo navzgor in tu, tako kot se srečamo z občani, precej o tem govorijo. Ja, res na Ravnah poznamo od letošnjega leta novo komunalno storitev, torej čiščenje in odvajanje komunalnih voda, tako imenovana čistilna naprava. Zaradi tega se to tudi pozna na položnicah, namreč te storitve občani prej niso rabili plačevati, in to je zdaj dodaten strošek. Same ostale storitve se niso podražile, v nekaterem delu tudi malenkost zmanjšale, ampak če to zraven prištejemo, to novo storitev, je na končnem, bi rekel, odhodku družine se pa to pozna kot višja položnica, to je dejstvo. Vendar je občinski svet sprejel tudi subvencijo, ki jo dajemo skozi proračun za to čistilno napravo, torej direktno iz proračuna namenjamo ta sredstva izvajalcev, tako da se za vse te položnice so nekoliko nižje. Seveda tisti, ki ne zmorejo tega plačila, imajo še vedno na voljo to denarno socialno pomoč, ki jo lahko dobijo na občini in ta sredstva uporabijo za plačilo, bi rekel, teh položnic. Drugače pa je tako, investicija v čistilno napravo je daleč največja investicija v zadnjem obdobju občine Ravne, pa vendar ni tako zelo zrasla na našem zelniku, ampak bolj na teh direktivah, ki nam jih je dala Evropska unija in smo bili z temi normativno-pravnimi akti v to prisiljeni. In seveda občina nekako mora to investicijo tudi skozi ta sistem plačevanja komunalnih prispevkov in položnic tudi povrniti, ker sredstva pač žal so neomejena. Hkrati pa bo to prineslo tudi pozitivne učinke na okolje. Starejši se verjetno dobro spomnite, kakšna je bila nekoč reka Meža, kakšna je danes. Seveda to ima učinke na kvaliteto bivanja v našem kraju. In seveda to za seboj potegne tudi nekatera sredstva. So pa še tukaj seveda večna vprašanja, kaj se bi dalo storiti, da bi bili ti stroški nižji ali pa morda isti za višjo kvaliteto samih komunalnih storitev, ki jih nudimo. Tako neuradno je tudi zaslediti govorice pa o tem, da bi na Ravnah imeli svoje komunalno podjetje. Zdaj je kaj na tem oziroma grejo prizadevanja pa aktivnosti tudi to smer, da bi prišli do tega, ker pač po neki oceni drobljenje pomeni po vseh teh stvarih, če jih poznamo, da imamo neke skupne stvari v sedanjem komunalnem podjetju, od pokopališča pa odlagališča smeti pa še kaj, lahko pomeni tudi dražje storitve, ne pa samo, bi rekel, in če gre v to smer, ta zadeva pa morda še pod vprašanje. Nekoč je občina Ravne Prevalje funkcionirala, Ravne in Prevalje so bila enovita občina. In zdaj nekateri tudi ocenjujemo, da je priložnost oziroma to, da se je ta prostor popolno je povezal, zrašča v enega. Vse grejo razmišljati tudi to, da bi predvsem bi zdaj tu izpostavil, bi rekel, mlade, da v prihodnosti pridemo zopet do neke ene skupne tvorbe, večje povezane lokalne skupnosti, ki bo tudi navzven v Sloveniji predstavljala eno moč, energijo, silo. Ja, jaz mislim, da politična situacija, kar se tiče lokalne samouprave v Sloveniji, bo slej ko prej silila v to, da se bodo občine na takšen ali drugačen način začele zbliževati. To se že dogaja v okviru teh medobčinskih organov,
ki jih občine ustanavljajo, ker država za to nudi posebno subvencijo in spodbuja občine k združevanju. Seveda zdaj v političnem združevanju do teh pobud v Sloveniji še ni prišlo, v Avstriji se je to še nedavno nazaj dogajalo. Jaz mislim, da nekatere občine bodo prišle enkrat v situacijo, ko si bodo želele se pridružiti k tisti matični občini, če tako rečem, od katere so se v preteklosti odcepile. Zaenkrat nekih aktivnih pobud k temu ni v Mežiški dolini, vemo, da je bila prej to ena cela občina. Mislim pa, da Ravne tukaj nimajo do tega pomislekov, verjetno so pomisleki bolj na strani tistih, ki so se od Raven odcepili. Namreč Ravenčani v preteklosti, ko je bila to še skupna občina, niso odločali o tem, ali bi kdo od nas odšel v stran, ampak so tisti, ki so želeli. In tudi oni se morajo povsem svobodno in demokratično odločiti, če se želijo nazaj morda pridružiti, če bo prišlo do tega vprašanja. Kar pa se tiče komunalnega podjetja, pa vemo, da je to javno komunalno podjetje Log, ki ga imamo v Dobi vasi, dediščina nekega ravno tega preteklega obdobja, ko je bila še občina združena iz danes 4 občin v Mežiški dolini. In to podjetje je pravno formalno gledano tudi v tistem času obstalo. Namreč občini Mežica in Črna sta že v preteklosti ustanovile svoje režijske obrate, marsikatero dejavnost vzeli iz tega komunalnega podjetja in deloma tudi Prevalje, in občina Ravne je ostala z 47% deležem ustanovnega kapitala, tista edina, ki je v popolnosti oziroma ga še uporablja to komunalno podjetje. In ko smo pričeli gledati te izračune, koliko sredstev letno iz proračuna namenjamo v podjetje, da to podjetje seveda živi in upravlja storitve, smo videli, da Ravne dajejo okoli več kot 60% sredstev v to podjetje in da se toliko ne vrača nazaj v našo lokalno skupnost. In seveda se to potem posledično tudi pozna, če rečem, na domu vsakega občana, ko marsikatero storitev pokrpanja kakšnih manjših lukenj ali pa ureditev kakšnih robnikov, da rečem takšnih pa bolj banalnosti, se pozna, ker enkrat pač zmanjka sredstev preprosto v tekočem letu in bi morda lahko več postorili za ta denar, če bi imeli boljši izkoristek teh sredstev. In tako je občinski svet tudi razpravljal o tem, na deklaratorni, načelni ravni, da bi občina Ravne tukaj šla v svojo zgodbo, zdaj, ali bo to v obliki nekega režijskega obrata, ali se bo to podjetje morda prestrukturiralo, ali bo prišlo do ustanovitve svojega komunalnega podjetja. To bo, sem prepričan, da znan v jeseni, ko bo o tem seveda moral odločitev sprejeti občinski svet kot tisto najvišje zakonodajno telo v naši občini. Vsekakor pa to pomeni, da če se bomo odločili za to, da bodo, kar se tiče položnic, storitve ostale sigurno vsaj na istem nivoju, vsekakor ne navzgor, kvečjemu navzdol, in pa za isti nivo plačevanja se mora kvaliteta delovanja in odzivnost bistveno bolj zboljšati v naši lokalni skupnosti. Morda podkomentarček k temu, običajno, ko ste rekel, da bojo položnice ostale na istem nivoju, to običajno je ob vsaki reorganizaciji to nekaj tako zagotovilo dano, ampak pol v praksi seveda je to, grejo zadeve v drugo smer. Primer občina Ravne Prevalje, ko je funkcionirala, je imela 17 uradnikov. Zdaj pa ne bom naštel, koliko jih je v Ravnah, koliko Prevaljah, skratka. To govorimo o nekem srednjeročnem obdobju, ne moremo zdaj govoriti, da bo čez 20 let isto, ampak bi rekel, v tem srednjeročnem obdobju pa zagotovo. Ampak to, ste predsednik Mladinskega sveta in iniciative za izgradnjo hitre ceste, pa bi nam morda predstavili vsebino na neki splošni ravni, vsebino Mladinskega sveta, kaj delate, kakšne programe. Mladinski svet je nevladna, nepolitična organizacija mladih, v bistvu mladinska organizacija v tem pravno-formalnem smislu, kot jo opredeljuje Zakon o mladinskih svetih. To je nekako, Mladinski svet je znotraj lokalne skupnosti tista organizacija mladih, ki bi se naj zavzemala za neke pobude
za neke pravice mladih na nivoju oziroma na relaciji do lokalne skupnosti. In seveda mi v okviru tega izvajamo različne aktivnosti. V preteklosti smo dajali velik poudarek na strategiji za mlade v naši občini za obdobje do leta 2020, ki nam je zdaj vsakoletno vodilo tudi za akcijske načrte delovanja tako občine, kar se tiče področja mladine, in pa seveda tudi naše organizacije. In v okviru tega smo malo več kot 2 leti nazaj ustanovili tudi to mladinsko inicijativo za 3. razvojno os, ko smo takrat na eni od naših sej razpravljali o tem, kakšne so težave mladih. Bilo je povezano tudi s to strategijo, ko smo delali analizo, in smo seveda ocenili, da je ta hitrocestna povezava en velik manko v naši regiji. Koroška je pravzaprav edina regija v Sloveniji, ki nima avtocestne povezave oziroma hitrocestne povezave, in tudi ima najdaljšo oddaljenost od avtocestnega križa. In to bi prineslo velike pozitivne učinke za razvoj naše regije, ki bi se poznali predvsem pri mladih. Namreč dejstvo je, da bi takšna povezava omogočila veliko število dnevnih migracij. To pomeni, da bi mladi lahko hodili na delo v večja središča v Sloveniji in se potem vračali nazaj v naš kraj v nekem doglednem času. In seveda na takšen način bi se lahko krepilo prebivalstvo v naši občini, posledično bi se tudi krepil naš proračun, s tem, ker vemo, da ljudje pač odvajajo določene davke v proračun. In tudi za samo gospodarstvo bi se pojavilo tudi na tem mestu, sem prepričan, marsikatero novo delovno mesto zaradi boljše povezave. Je pa dejstvo, da na Koroškem nikoli ne bomo mogli pokriti vseh sektorjev, vseh nivojev poklicev, da bi ponudili službe za vsa področja, ker to se pač nekako centrira v centre. In mi smo na nekem področju, bi rekel, tem tehničnem, strojno-tehničnem, zelo dobri, in to je naša prihodnost. Medtem ko v drugih krajih pa so spet na drugih področjih, in če bi Slovenija kot država funkcionirala dobro, mora imeti dobro cestno povezavo, da vse to lahko poveže. Tu odziv občanov pa Korošcev ali kakorkoli je bil izjemen, ko ste tole peticijo podpisovali, je bilo prek 7000 podpisov podpore za izgradnjo te tako imenovane hitre ceste. Sveda na tej načelni ravni smo vsi za to pa čimprejšnjo izgradnjo. Sočasno pa nastane kar precej teh ovir, ravno zaradi raznih osebnih interesov, kje bi naj ta trasa šla. Poznano je že, da so se te razprave že odvijale, bile trase izrisane, potem so pa zaradi raznih iniciativ, tudi takšnih civilnih, tu, kje bi naj tista trasa potekala, seveda zadeve odlagali. Tudi zdaj na zadnje v Braslovčah so zadevo tako nastavili, da lahko razumemo, da se ta stvar odlaga, treba na nek način zopet nova presoja. Kako to vi to ocenjujete? A je možno tu tudi iti v neko smer, da čas opredelimo, da je neki nacionalni širši interes močnejši kot pa nek zasebni? Ja, jaz sem zmerni optimist, kar se tiče gradnje te hitrocestne povezave. Namreč obstajajo, kot ste že omenili, določene iniciative, ki nekako nasprotujejo tej gradnji. Oni se pravijo, da ne nasprotujejo, ampak da predlagajo druge rešitve, v praksi to pomeni nasprotovanje. Mi smo edina iniciativa v Sloveniji, ki podpiramo to gradnjo, ki ima bistveno širšo podporo kot tiste manjše iniciative, ki so iniciative določenih zaselkov. Namreč naša hitrocestna povezava je seveda tudi odvisna od območja Savinjsko-Šaleške regije, skozi katero bo ta cesta šla do nas, in ta državni prostorski načrt na relaciji Velenje-Slovenj Gradec je že sprejet in zaključen. In seveda za gradnjo naprej do nas je potreben tudi državni prostorski načrt na relaciji Velenje-Šentrupert, kjer bi se naj ta hitra cesta priključila na obstoječo avtocesto A1. In tam prihaja do nekaterih zapletov, vendar je ministrstvo in pa tudi vsi pristojni resorji so našli zdaj številne rešitve, da se bo te, bi rekel, rodovitne zemlje čim manj uničilo za gradnjo tega infrastrukturnega projekta,
ki je pravzaprav, mislim, da strateškega pomena, je vključen tudi v nacionalni program za avtoceste, kar je za nas pomembno, da je država prepoznala ta severni krak kot tisti projekt, ki bo v prihodnosti imel prioriteto. In z vidika mladinske iniciative ocenjujemo, da če bo v tem letu, kot je obljubljeno, do decembra sprejet ta manjkajoči del državnega prostorskega načrta Velenje-Šentrupert, da potem se bodo te aktivnosti za gradnjo realno pričele res lahko odvijati v letu 2019, kot je tudi obljubil to predsednik vlade, dr. Miro Cerar, ko je bil na obisku na Koroškem. Mi seveda držimo ga za besedo, za to njegovo obljubo. Res je, da tudi Dars je prevzel naloge, da prične z pripravo dokumentacije, in to se vidi tudi v finančnem načrtu Darsa, da so ta sredstva, kar se tiče projektiranja, zagotovljena, in to seveda je nek jasen odgovor. Medtem ko, če rečem tako, nestrpno pričakujemo tudi poroštveni zakon, ki bo Darsu omogočil, da se bo za to investicijo lahko zakreditiral, torej ocenjuje nekako na 1,3 milijarde izgradnjo tega severnega kraka. Seveda najdražje ravno v tem delu med Velenjem in Slovenj Gradcem, kjer gre tudi za 2 predora, pa nekaj viaduktov, ker je konfiguracija terena pač takšna. Vendar Dars je že skozi vso to obdobje do sedaj, ko so se gradile avtoceste v Sloveniji, brez problema plačeval ta posojila, potreboval je pa državno poroštvo, in ravno zdaj se iztečejo nekatera ta posojila, ko so se gradile avtoceste na drugih območjih, in ocenjujejo, da bodo kreditno zmožni to tudi v prihodnje. In ravno zaradi teh podatkov jaz nekako zmerno optimistično ocenjujem, da bo prišlo do te investicije, lahko se samo zgodi zamik v kakšnem letu, namreč precej bo še dela, kar se tiče projektiranja in pa odkupa teh zemljišč. Potem pa bomo morali Korošci tukaj resno strniti vrste tudi, da se bomo z državo dogovorili, kako bomo to hitro cestno povezavo od Slovenj Gradca nadaljevali naprej do Prevalj, torej preko Dravograda, Ravne, Prevalje do Holmca. Tukaj so bile v preteklosti razne razgrnitve, pa ni prišlo do rešitev. Potrebno je tudi odkrito priznati, da smo si tudi sami krivi za marsikaj, da do tega ni prišlo, namreč država zelo rada izkoristi to neenotnost regije, in potem pa še, če ko se boste vi dogovorili, bomo pa mi potem zadeve uredili. In zdaj, jaz mislim, da tukaj je bil dober korak naprej storjen na nivoju Sveta Koroške regije, ko so se odločili, da bomo sedaj sami pripravili torej idejne rešitve za ravno to relacijo Slovenj Gradec, Dravograd, Ravne, Prevalje in pa Holmec, da bi nekako umestili to cesto in se dogovorili, v kakšnem obsegu bi bila ta cesta na tem območju. In verjamem, da bo to eden izmed tistih naslednjih korakov, da bomo prišli tudi, bi rekel, v naši občini do dobre povezave s centrom države. Prej sem vas predstavil kot generalnega sekretarja, vršilca dolžnosti borčevske organizacije. Pa bi morda vprašanje iz tega postavil kot zelo kompetenten funkcionar Zveze borcev. Na katere temelje se danes opira Zveze borcev, bi rekel, borčevska organizacija? Nekoč smo imeli skupno državo, skupni boj proti okupatorju, v skupni državi smo zdaj, bi rekel, koliko je še ta skupna povezava, upiranje na neke skupne dele preteklosti, ali kako, no, skratka, tu bi morda eno takšno vašo pojasnilo bilo zelo dobrodošlo. Ja, če gledamo sam narodno-osvobodilni boj, ki je potekal na območju Slovenije, današnje Slovenije, in pa tudi na območju nekdanje Jugoslavije, se je ta precej razlikoval tudi po mejah nekdanjih republik znotraj Jugoslavije. Namreč značilno je bilo, da v drugih predelih, razen v Sloveniji, so to idejo večinoma vodili komunisti, ki so dali to inicijativo za to partizansko gibanje, medtem ko je na slovenskem območju prišlo do ustanovitve Osvobodilne fronte. To pa je bila pluralistična organizacija, kjer so se združile različne politične skupine in znotraj teh seveda tudi komunisti, ki so v tistem trenutku imeli določeno
določene infrastrukturne pogoje, neke razvite celice, ki so lahko nudile takšen odpor in pa seveda tudi določene interese za povojni prevzem oblasti, kar ima najbrž vsako, osvobodilno gibanje. In prav tako se to odvija tudi danes. Mislim, da je to ravno veličina tega našega osvobodilnega gibanja v Sloveniji, da tukaj ni šlo toliko v pretežni meri za tisto politično gibanje med samim NOB, ampak da je to zelo močno podprl tudi narod. Namreč brez neke širše podpore naroda tukaj ne bi prišlo do uspeha med narodno-osvobodilnim bojem. Tudi če bi mi imeli zelo močno partizansko vojsko, kar se je s časom oblikovala, smo imeli Slovenci tudi v tistem času svojo vojsko, ki je bila kasneje leta 1945 priključena enotam Jugoslovanske armade, je ta vojska živela ravno zaradi tega, ker so ljudje z hrano, z drugimi načini pomoči pomagali, da je ta vojska lahko delovala v naših krajih in uspešno premagala okupatorja. Če pa zdaj to preslikamo v današnji čas, je pa Zveza borcev že leta 2005 se odločila, da bo svoje ime dopolnila, da ne bo več to samo Zveza borcev in udeležencev narodno-osvobodilnega boja, ker čas pač nekako mineva od tistega trenutka Slovenije, seveda še nekaj teh živih veteranov, ki so vojaško delovali v tem času. In ker želi Zveza borcev, da bi se te ideje, vrednote, o katerih me sprašujete, tudi današnji dan nadaljevale, so potem v ime dodali torej Zveza združenj borcev za vrednote NOB. In bi rekel na nek način v navednicah tistih borcev, ki se borijo za vrednote NOB, ki mislim, da so tudi današnji čas zelo aktualne, namreč pojem kot so svoboda, solidarnost, tovarištvo, neka nesebična pomoč in pa hkrati tudi pogum in upornost. To so tiste vrednote, na katerih sem prepričan temelji tudi najprej Organizacija združenih narodov, ki nekako bi naj povezovala narode med seboj, da bodo strpno delovali, in pa tudi Evropska unija. In jaz mislim, da so te vrednote zelo aktualne tudi v današnjem času, ko se nam žal pojavljajo določene oblike tega modernega fašističnega gibanja, ki se zelo pojavlja tudi čez mejo deloma, pa tudi pri nas, in mislim, da tukaj ne bi smeli molčati in bi morali jasno reči ne takšnim načinom nestrpnosti, ker to se je v preteklosti pokazalo, vsi ti sistemi, ki so uspeli in povzročili ogromno žrtev, so nekako zrasli na neki ksenofobiji, na nekih predsotkih do določenih ljudi in potem je to eskaliralo. In to se nam tudi lahko ponovi in jaz upam, da se ne bo. Vaša ideja je tudi, oziroma vaše pomlajevanje Zveze borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe. Pa vam uspeva ta proces pomlajevanja, ker vemo, da tistih, ki so bili v NOB, je zmeraj manj, kakorkoli po naravni poti. Pa kako vam uspeva, je interes, pa priliv, pa prihod toliko, da se ta zadeva popolnjuje? Ja, Zveza borcev ima v tem trenutku v Sloveniji okoli 40 tisoč članov in 2,5 leta nazaj smo se takrat odločili, da bi tudi v Zvezi borcev naredili mladinsko organizacijo v skladu z temi načeli, ki jih predpisuje ta zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, podobno kot so to taborniki in druge mladinske organizacije ali pa morda ta mladinski odsek Planinske zveze Slovenije. In to smo ocenili ravno zaradi tega, da bi mladim čim bolj približali to organizacijo, da bi jim postala zanimiva, da bi se zavedali identitete našega naroda, da nam pravzaprav naša domovina, država ni bila podarjena, da je bilo potrebno v preteklosti precej storiti za to, da so ljudje za to dali ne več, kar so lahko, to so sedaj njihova življenja, in da jim je potrebno za to nameniti poseben spomin, hkrati pa na tem graditi našo prihodnost in optimistično zreti v njo in združiti in strniti vrste. In znotraj Zveze borcev je že zdaj okoli 1000 ljudi, ki so stari do 29 let. In ravno te zdaj, bi rekel, tudi pravno formalno združujemo v to mladinsko organizacijo, ki se je poimenovala Mladi borci za vrednote NOB. In postopoma se seveda to raste in odvija, je to neka nova zgodba znotraj Zveze borcev, zato tisti starejši morda potrebujejo nekoliko več časa, da to zaživi na določenih območjih, ampak zaenkrat optimistično zremo v prihodnost te organizacije. Del Slovencev ali pa
rečemo delno, bom takole rekel, ima do partizanskega boja zelo odklonilno mnenje. Tudi poznamo zdaj te razne državne proslave, ko se dogaja bojkot zaradi petokrake zvezde. Pa tako, kaj lahko vi sporočite tem, ki bojkotirajo? Kakšen odnos oziroma kako vi na nek način tisto petokrako zvezdo, ki je zdaj za nekatere tako moteča, še zmeraj lahko utemeljite, da je to tista prava simbolna zadeva, ki simbolizira odpor pa neko tudi vizijo za prihodnost, če se tako izrazim. Nekateri bi jo zbrisali kot Ja, zgodovinsko gledano, mi mladi smo precej, neobremenjeni s tem in nimamo zadržkov do zvezde, no, večinoma ljudi se s tem ne ukvarja, kar se tiče mlajše populacije. Dejstvo je, da zgodovinsko gledano, da v tistem trenutku, ko je bila takratna kraljevina Jugoslavija napadena, so bili komunisti oziroma njihova stranka tisti, ki so prevzeli inicijativo za odporniško gibanje, in to je potrebno jim odkrito priznati in dati to priznanje. Seveda so storili tudi marsikatero napako, v tem je tudi potrebno odkrito spregovoriti in to grajati, ampak ta simbol te zvezde je nekako spontano nastal v tem osvobodilnem gibanju, da so partizani si dali ta simbol na njihovo čepico in se je pač prijel do današnjih dni in ostaja tisti glavni prepoznavni znak od takratnih, borcev do današnjih veteranov tega obdobja, tako kot imajo veterani vojne za Slovenijo svoje simbole in smo zelo ponosni na njih, je tudi to tako. Je pa dejstvo, da je Slovenija kot samostojna in neodvisna država utemeljena ravno na dosežkih najprej naših prednikov in med drugim tudi teh dosežkov Osvobodilne fronte in partizanov. Namreč oni so bili tisti, ki so najprej povezali, da se je Primorska vrnila nazaj k matični domovini, ravno v tem času bomo to praznovali, ki so se uprli na pravico do samoodločbe naroda, da so se potem prostovoljno odločili, da se vključimo v Jugoslavijo, in ravno na podlagi te odločitve smo potem tudi se odločili, da bomo leta 1991 odšli iz Jugoslavije. In to so neki mejniki, brez katerih leta 1991 ne bi prišlo do te možnosti, da bi dozorela odločitev, da Slovenija postane država, da naš narod kot mnogo manjši od nekaterih, ki nimajo države, da imamo lahko mi svojo državo. In tukaj jaz ne vidim zadržkov do teh simbolov, ki so stali na naši strani. No, skratka, če povzamem tole, imamo simbole, ki na nek način se opirajo na neke pomembne mejnike med NOB, če Dražgo še pohorski bataljon, če čisto tako poenostavno rečem, potem zadnji boj na Poljani in še kaj. Skratka, to so te, potem imamo pa itak osamosvojitveno vojno, ki je pa zopet se v nekem delu, takrat so nastopali miličniki, jaz mislim, da so imeli tudi petokrako zvezdo še takrat. Tudi nekateri pripadniki teritorialne obrambe so še vedno nosili. No, in tako naprej, skratka, to je bil splet tak, da bi rekel, tako enoznačno zdaj med fronto proti petokraki, seveda ni produktivno, še manj pa tako. Ja, veste, to marsikaj pove ta podatek, da recimo Zveza borcev ima zelo dobre stike in sodelovanje z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, torej z obdobja 1991 in pa tudi s policijskim veteranskim društvom Sever. In marsikaj pove ta podatek, da so nekateri osamosvojitelji si ustanovili svojo veteransko organizacijo in prirejajo razne svoje prireditve, ko pa je že obstajala ena organizacija, ta krovna veteranska, in to seveda kaže na to, da želijo na nek način dosegati neke politične točke. In te veteranske organizacije, ki so bile v osnovi ustanovljene, kot je Zveza borcev, potem Združenje veteranov vojne za Slovenijo, policijsko veteransko društvo, preprosto pač tega ne tolerira, ocenjuje, da je to nepotrebno, ker glavni namen je spomin na ta dogodek, da se to ohrani, tisti temelji naše države, da se tega zavedamo, nikakor pa ne širjenje neke politične nestrpnosti, ki se pojavlja tudi včasih na takšnih dogodkih. V tem odmerjenem času smo kar nekaj stvari uspela pokomentirati, ste pojasno, jaz bi v zaključku seveda
se vam zahvalil za pogovor. Bil ste zelo, bi rekel, dober sogovornik, zanimiv in priporočilo še za kdaj. Seveda v vaši politični in sicer, bi rekel, raznih teh aktivnosti vam želim vse dobro in čim več uspeha tako na osebni ravni in seveda, kar pomeni tudi, da bomo tudi na tej splošni ravni deležni zaradi vašega angažiranja tudi kakšnih dobrobiti. Skratka, še enkrat hvala za udeležbo v pogovoru, oddaji Detektor. Hvala tudi vam za povabilo. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bila oddaja Detektor z zanimivim sogovornikom Aljažem Verhovnikom, podžupanom občine Ravne Koroške. Hvala za pozornost in lep pozdrav.